mm kinoprojektor NP21 je v letih 55-56 izdelala slovenska tovarna Iskra. Nastal je na podlagi svojih predhodnih modelov. Prvi je bil NP1, ta pa je nastal dobesedno po ukazu. Po drugi svetovni vojni je namreč kulturna politika dobesedno diktirala, da se filmu da pomembnejše mesto. Zato so načrtno gradili nove kinodvorane po vseh tudi najmanjših mestih. Predvsem pa so zagnali slovensko filmsko industrijo, kot jo poznamo danes, oziroma to so bili začetki slovenske kinematografije. Novo nastajajoča tovarna Iskra je dobila nalogo, da zasnuje in načrtuje izdelke, ki jih bo mogoče serijsko izdelovati, in sicer za projiciranje filmov z vso potrebno opremo, to se pravi kompletno za zvočniki in z vsemi ostalimi tehničnimi stvarmi. Tovarna Iskra tega seveda takrat ni imela. Inženirji so začenjali iz nule. Da bi si pa majčkam pomagali, so se zgledovali pri tedaj najboljših filmskih kinoprojektorjih, bolj natančno pri Ernemanu 7B. To so si pa lahko privoščili zato, ker po drugi svetovni vojni so bili vsi nemški patenti razveljavljeni. Ne moramo reči, da je projektor NP1, ki je bil predhodnik vseh nadaljnjih, tudi tega, da je kopija ali karkoli podobnega. Šlo je samo zato, da so si olajšali tiste najtežje inženirske zadeve rešiti, to se pravi, naprimer, princip delovanja. Potem so pa sami ta NP1 model nadgrajevali, izboljševali, prirejali za različne filmske formate. Projektorji Iskre, ki so jih delali od leta 52 do 66, ko so prenehali s proizvodnjo, so bili eden izmed najbolj uspešnih izvoznih artiklov. Izvažali so jih po Evropi, Bližnjem vzhodu, Afriki, Južni Ameriki. Izdelali so jih 3200. Najbolj pomembna zgodba o tem NP21, oziroma del zgodbe, je pa mogoče to, da vsi, ki so še pri življenju, še vedno tudi delujejo. Zgodba naših sodelavcev je bila, serviserji, ki so prišli popravljati enega naših kinoprojektorjev, so povedali, da so jih poklicali iz Irana, da pridejo popraviti eno od Iskr. Povedali so, da so še vedno jih uporabljali, tako da verjetno je Iskra nekaj dobrega naredila.